Gremo na 7. točko dnevnega reda, to je odlok o ustanovitvi javnega zavoda za zdravstveni dom Brežice, druga obravnava. Uvodno razložitev bo podala Marjeta Gerjevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, gradivo je bilo posredovano za sklicem seje. Lepo pozdravljeni še enkrat. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za zdravstveni dom Brežice je bil obravnavan že na 14. seji občinskega sveta v maju. Po prvi obravnavi je bil posredovan tudi v pregled na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je mnenje, da je predlog odloka smiselno pripravljen oziroma izboljšan in tudi skladen z zakonom o dolgotrajni oskrbi, tako da nanj niso imeli pripomb. Smo pa združili spremembe in smo jih zapisali v priloženi tabeli. Zdaj verjamem, da ste si to tabeli tudi sami pogledali. Mogoče, če samo na kratko povzamem, prihaja do spremembe v 1. in 5. členu odloka, kjer se dodaja predpis zakona o dolgotrajni oskrbi, potem 2. in 10. člen, kjer se dodaja, da je zavod izvajalec dolgotrajne oskrbe na domu in pomoči na domu. Potem v 11. členu se doda dejavnost drugo socialno varstvo brez nastanitve. Potem 15. člen se doda poleg vode zdravstvene dejavnosti tudi strokovne vode za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu in pomoči na domu. Potem 19. člen določi poslovno funkcijo in funkcijo strokovnega vodenja, seveda pogoje za strokovno vodjo za dolgotrajno oskrbo. 30. člen govori tudi o izobrazbi za izvajalce dolgotrajne oskrbe, seveda in strokovno izobrazbo. Potem 31. člen doda, da se način pridobivanja sredstev za dolgotrajno oskrbo. 32. člen govori o zagotavljanju sredstev tudi iz občinskega proračuna, predvsem za investicije v povezavi z dolgotrajno oskrbo, in pa potem 35. in 36. člen govori o primanjkljaju presežkov sredstev in načinu ravnanja z njimi. Tako da to je na kratko, tako kot sem že rekla, v prvi obravnavi je bil odlok že tukaj tudi obravnavan. Nekih pripomb nanj ni bilo, kar pa so bile pripombe oziroma uskladitve strani Ministrstva za solidarno prihodnost, smo pa zato tudi poskrbeli. Zato pač predlagamo kot sprejetje tega akta, ki, če ga boste pač sprejeli, pošljemo ponovno v obravnavo oziroma v soglasje na Ministrstvo za solidarno prihodnost. To je potem tudi podlaga, da se lahko potem tudi določi izvajalec dolgotrajne oskrbe, predvidene zdravstvene dom Brežice, tudi piše v razvid izvajalcev in potem začne tudi, ko bo imel opredeljene uporabnike, tudi z izvajanjem same dolgotrajne oskrbe. Hvala. Hvala. Želi besedo katerim odborom? Kot vidi, ne. Želi kdo razpravljati pri tej točki? Prosim za prijavo. Kot vidi, ne. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje. Prosim, prijavi za glasovanje. Sprejme se odlok o ustanovitvi javnega zavoda za zdravstveni dom Brežice. Glasujemo. Smo na 8. točki dnevnega reda, to je sklep o izdaji soglasja k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Brežice za leto 2025. Uvodno predložitev bo podala Marjeta Gerjevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, gradivo je bilo posredovano za sklicem seje. Ok, bom začela tudi to, če smo že enkrat obravnavali, da bo tega pritisnilo v maju.
Bom na hitro sam ponovila. Pomoč na domu vsebuje pač socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Namenjena je pretežno starejšim osebam, ki se pač ne morejo več v celoti skrbovati in negovati sami, in to ne zmorejo tudi njihovi svojci in pa sosedje. Storitev pa se prilagodi pač potrebam posameznega upravičenca. Pomoč na domu je v pristojnosti občin, občina izvede izvajalca, v našem primeru je Center za socialno delo, ki to izvaja storitev v sklopu mreže javne službe. Javni izvajalec storitve je načeloma lahko tudi kateri drug javni zavod oziroma izbrani koncesionar. Občine pa pomoč na domu tudi sofinancirajo po zakonu in to na 51%, v povprečju pa preko 70% celotnih stroškov. Tudi tako je na primeru predloga naše cene, bomo povedali v nadaljevanju. Cena se usledi enkrat letno, tudi to smo že povedali, v primeru, če se stroški povečajo. Pri nas je prišlo do tega, da smo pač 11. let zavrnili, zato prišlo do ponovne obravnave. V tem času smo se sestali tudi s predstavniki Centra za socialno delo in se o zadevi tudi pogovorili, tako da je zadeva trenutno oziroma zadeva je usklajena oziroma predlog in zato smo ga tudi dali vam v obravnavo. Stroški storitve, ki se pač upoštevajo v elementu oblikovanja cene, so stroški dela, materijala in storitev, potem stroški amortizacije in investicijskega vpraševanja in pa stroški financiranja. Glede na to, da je bilo na našem matičnem odboru tudi vprašanje, v kakšnem odstotku vplivajo določene elemente na ceno, smo dobili odgovor Centra za socialno delo, da so stroški dela kar 84% cene in stroški materijala in storitev v višini 16,34. Če se štejemo, ugotovimo, da stroškov amortizacije investicijskega vzdrževanja in financiranja ni oziroma je v zanemarljivem deležu. Strošek storitve pomoč družini na domu oziroma socialno oskrbo sestavljajo stroški strokovne priprave, stroški vodenja in koordiniranja in pa stroški za neposredno izvajanje storitve na domu. Pri izhodišču za izračun cene se upošteva eno osebo za strokovno pripravo, to pomeni v deležu 0,64. Za vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitve delež 0,36, to je eno osebo, ki se pač ukvarja tako z vodenjem in koordiniranjem. In pa ta nov predlog vsebuje 15 zaposlenih za neposredno socialno oskrbo. Doslej smo plačevali oziroma je bil dogovor, da sodeluje v neposredni oskrbi 13 zaposlenih, glede na to, da se potrebe po pomoči na domu večajo in pa pač Center za socialno zaposlenimi trenutno ni sposoben obvladovati oziroma vključiti v izvedbo vse tiste, ki bi se želeli vključiti, to pomeni tudi nove uporabnike in pa tudi nekateri si želijo razširitve storitev. Smo iskali različne načine, eno izmed teh je zagotovo, da se poveča število zaposlenih za neposredno socialno oskrbo. Ravno tako pa je v tem predlogu zopet število efektivnih ur 110, tako kot je bilo doslej. V maju predlagamo znižanje na 99. Pri izračunu cene smo tudi tokrat poskušali upoštevati vse možnosti znižanja stroškov. Potem še kar se tiče razlogov za zvišanje cene, so v bistvu enaki, kot so bili prejšnjič, to je spremembe stroškov dela zaradi uveljavitve novega zakona, zvišanje stroškov neposredne oskrbe zaradi napredovanja, dviga minimalnih plač, višjega regresa, premije efektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, novega socialnega prispevka in pa tudi višje stroškov vzdrževanja, registracije in zavarovanja vozil, za katere pač skrbi Center za socialno delo. Teh vozil je kar 13, podpravljajo, kar se je tudi dotrajni, zato so ti stroški tudi višji. In pa dodali smo še tem predlogu, da se poveča cena tudi zaradi večjega števila zaposlenih za izvajanje neposredne oskrbe, tako kot sem že rekla, za 2 osebi.
v primerjavi z letom 2024 oziroma prvim polletjem 2025, zaradi potreb, da bomo poskušali uskrbeti vse tiste, ki nekako to pomoč ljudi potrebujejo. V nadaljevanju sledi potem tudi način izračuna cene, upoštevajo se povprečno mesečni stroški storitve, ki so opredeljeni na 49.497, potem subvencije proračuna občine nekje 50.214, subvencije iz proračunskih sredstev 2145, v prejšnjem predlogu te subvencije ni bilo, ker je ministrstvo ukinilo, potem pa je ponovno se odločilo za subvencijo, oziroma sprejelo je določene pravne podlage za to in da je ta subvencija trenutno vse do konca novembra. Tako da to vpliva potem tudi na manjši prispevek uporabnika. Cena efektivne ure oskrbe tako pride, če damo povprečne mesečne stroške in jih delimo število efektivnih ur in število mesecev oziroma potem še pomnožimo število delavcev, ki izvajajo posredno oskrbo, tako da pride trenutno predlagana cena 29,94, kar je za 13% višje, kot je trenutno veljavna. Na sredini razpredelnici vidite tudi predlog, ki je bil posredovan s strani Centra za socialno delo v maju. Vidite tudi, da ni subvencije iz sredstev proračuna, v tem predlogu 1,30, ostale enake subvencije iz sredstev proračuna občine Brešice, kar je v višini 70%, predlog maja je 75%, in pa cene na uporabnika med delovniki je 7,28, trenutno pa je 5,45. Moramo povedati, da tisti uporabniki, ki sami ne morejo, oziroma njihovo materialno stanje, da ne morejo pokriti te cene, lahko dajo vlogo na Center za socialno delo, ki lahko potem na podlagi kriterijev tudi uporabnike popolnoma ali delno oprosti plačila. Potem tle sledi še primerjava cen pomoči, ki se radi primerjamo tudi z ostalimi občinami. V mestni občini Krško je že sprejeta in to je ekonomska cena 37 evrov, cena storitve za uporabnike na delovnik je 7,99, ravno tako v občini Ostanjenici na Grkem, v občini Sevnici je sicer za par centov nižja in pa v občini Bistrici ob Sodovi je tudi višja kot pri nas in tudi cena storitve za uporabnika tudi višja kot pri nas. Potem pa še primerjava mesečnih stroškov institucionalnega varstva z mesečnimi stroški pri pomoči na domu. Kot vidimo, so mesečni stroški pri pomoči na domu nižji, pa tudi uporabniki in vsi starejši si želijo dejansko, da so čim dlje oskrbovani na svojo domu, ne pa v instituciji. Hvala. Hvala. Želi predstaviti stališče, kateri je odgovorov? Ja, odbor za družbeno dejavnost. Dobre. Hvala, Omek, izvolite. Ja, hvala za besedo. Najprej pa hvala občini, ki se na tem področju močno trudi. Nas je v bistvu na odboru za družbene dejavnosti zanimalo oziroma nismo dobili takrat odgovora, kolikšen delež ekonomske cene dobi socialno oskrbovalka, torej delavka, ki to delo opravlja. Odgovor smo že dobili, da je to 83% te skupne ekonomske cene. Prav tako smo bili iz Centra za socialno delo seznanjeni z višino plače, ki znaša 1542 evrov, kar je v bistvu en plačilni razred višje od minimalne plače,
Treba se zavedati, da to je zelo nizko plačilo za ljudi, ki upravljajo tako fizično in pa tudi psihično naporno delo. Mi smo se drugače z ekonomsko ceno in tudi ceno, ki jo plača uporabnik, to je 7,28 strinjale, vendar pa si vseeno želimo, da ta cena v prihodnje, če ne možno, da se ne zvišuje, kajti vemo, da pokojnine so nizke, stroški naraščajo, tako da naša občina se tudi stara, tako da bi si želela, da cena ostane enaka. Smo pa danes tudi videli, da so bile seznanjene že na odboru, da smo v bistvu med najcenejšimi v primerjavi z sosednjimi občinami. Tako da toliko strani odbora za družbene dejavnosti. Hvala. Hvala. Prosim, da se glasovalno napravo prijavite predsedali. Zaključujem. Pilko, morajo se nastaviti. Odnaša vsake nekaj. Hvala. Jaz se ravno hotel vprašati, ali ima Center za socialno delo težave pri pridobivanju kadra za to dejavnost, zdaj če Vimpol sodeluje, bolj pa ne. Tako da me zanima, kako se lotevajo pridobivanja kadra, tako kot ste rekli, cena oziroma plača je nizka za to vrstno dejavnost. Zanima me pa tudi, kakšna je zahtevana usposobljenost takega oskrbovalca na domu in koliko jih trenutno v občini še čaka na to storitev. Hvala. Hvala. Naprej Maja Ovek. Nisem že podala. Naprej Dejana Sedlik. Ja, hvala lepa. Jaz bi se pa samo vprašala, zakaj ni bila na to sejo vabljena predstavnica Centra za socialno delo, da bi mogoče iz njihovega vidika predstavili, zakaj so predlagali predlog maja na takšni višini 40% povišanje cene in kje so potem našli rezerve. Če smo rekli, da je 84% strošek dela pomeni zdaj na delavcih. Tole ali pač res, tole pojasnilo, no? Kje smo zdaj pripravljeni? Hvala. Hvala. Aleksandar Grenski. Hvala za besedo. Ja, bilo je povedano že v strani odbora, da so občina Brežice na tem področju zelo zavzema, kar je seveda pohvalno vredno in povrede lahko ohranjeno 70% subvencijo. Imajo pa tukaj zbore subvencije države. Najprej če sem bo odprejela 82, potem zadnji podlogo nič, oziroma na euro 30. Način, na kakršnega se loteva postopenja mladih in pa vemo, da se prebivalstvo dejansko stara, da se potem pa ni zgolj, ni pripomba zgolj slejeno na to, tudi se na storitev pomoč na domu, veš tudi na dolgotrajno oskrbo. Prenaša se v bistvu prelaga se obveznost ali na uporabnika ali na občino, kar se ne zdi v tega. Potem tudi sama storitev, začetek izvajanja, recimo, če gremo še enkrat si ne stavimo to točko, samo dolgotrajno oskrbo, prvi serij je bil začetek, vemo, da je nekaj težav. Danes smo celo pri nas počeli v bistvu potrebili dokument, ki bo osnova, ki bo počel zdravstveno za izvajanje storitev. Skratka, toliko je govora o ljudeh, o starejših, o tistih, ki imajo določene potrebe. Na koncu so pa lokalne skupnosti in upravniki tistih, ki so pokrečeni sami sebi, morajo v bistvu posodekljati in
predlog rešitve za reševanje teh zagadkov, da to se mi zdi absolutno neprimerno in pričakujem, da se to bo spremenilo. In ja, tudi je bilo omenjeno, da kar se tiče samega plačila izvajalk, ja, stroški grejo gor, delež oziroma samo plačilo, ko smo slišali na minimalno plačo, kadrovske težave, so na vseh področjih, ne zgolj na zdravstvo in vse večje in z neprivlačno plačno politiko bomo tudi tukaj težko dobili kadre, ki bi lahko tistim, ki so nujno, ki res nujno potrebujejo plačno pomoč, zagotovili neko osnovo. Tako da glede tega se bomo v naslednjih letih morali predvsem na njegovo državo močno potruditi, da se dosti težko velimo. Hvala. Zaključujem razpravo in prosim še enkrat gospod Matejko Vedovič, če lahko date še prvo. Hvala bi odgovorila gospe Fagovnik. Koliko imamo informacije, koliko se kot Center za socialno delo obrača na nas, imajo težave pri pridobivanju kadrov, tako da tudi naše povečanje oziroma dve dodatne zaposlitve verjamemo oziroma upamo, da jih bodo uspeli dobiti, ampak na tej strani bi rekla tudi, da pri tem mogoče lahko malo pomaga tudi zakon o dolgotrajni oskrbi, ker tudi lahko uporabniki pridobijo določene ure, sicer to ne pomeni, ne vem, vsak dan 3, 4, 5 ur, ampak koliko jih bo pač odobreno. Kar se tiče usposobljenosti, kakšno mora imeti, usposobljenost mora biti skladna s pravilnikom o standardih in normativih. Za pomoč na to bomo vodenih varstvo zaposlenih, zdaj konkretno ne znam našteti, kako vam jih pa naknadno pošljem. Koliko trenutno čaka in koliko jih dobiva to oskrbo, po informacijah, ki jih imamo, oziroma smo jih prevedeli danes, je trenutno število uporabnikov tam nekje 102 do 105 uporabnikov, 19 uporabnikov od teh čaka na dodatno pomoč oziroma razširitev pomoči, ker se jim stanje slabša. Uporabniki, ki pa še nimajo pomoči, je pa okoli 40. Tako da se sami zavedamo, da je kar precej, ampak kot pravijo, več kot delati ne morejo. Tiste oskrbovalke, ki delajo, ki niso na bolniški, so dodatno obremenjene in pač več ne zmorejo. Potem jih tudi Center za socialno delo napotuje na druge izvajalce, ki so pač na trgu. Trenutno je stanje takšno. Zakaj vam je bilo Predstavnica ni bila dvakrat na sejo, zato ker se je pač seja upravičila, ravno tako ne mogla priti na samo odbor za družbene dejavnosti, je pa pripravljena tudi odgovoriti na vsa vprašanja, ki bi se mogoče še dodatno postavili. Ja, v bistvu normativ ostaja enako, kot je bil doslej, doslej je 110, v prejšnjem predlogu je bil 99, zdaj se je povišal, oziroma ostane enak 110, no. Nima pa to konkretnega vpliva na ceno, večjo dobivamo dodatno zaposlitev in pa vsi ostali stroški. Kot sem že prej povedala, je strošek dela kar 84% celotne ekonomske cene. Kje so našli zdaj potem luknje, kje so prišparali, kdo zdaj normativ šel nazaj, ne? Ja, normativ šel nazaj, kot je bil že prej, ja, pa dejansko ministrstvo dodatno sofinancira, kar prejšnjem predlogu tega ni bilo, niso tega sofinancirali. Hvala, zaključujemo. Preverimo navzočnost na zvanem pravo. Malo pa najprej prisotnost.
Razložitev dostop. Je, Bog pa bošek. Jaz se tam nisem razumel. Upam, da vsej upočiljav. Mislim, da je zdaj razlika, zakaj to vse, ker zato, ker subvencija država, pri meni, kar se je našla. Škoda, nismo bili prej uspešni. Jaz se razmišljam, mogoče bi poslali proti, mogoče bo še sprej. Ampak ne bomo. Jaz bom podprl to. Veseli me tudi. Jaz bom podprl to, veseli me tudi, da ste predstavili, kakšne so bili v podobnih občinah, to je dosti pomemben podatek. Tako da se bomo naprej. Tudi če je fajn, da se take stvari rečijo, že prvič, ko so podedjeni, pa da se ne bodo dosegla odlocima. Hvala lepa. Ja, hvala za besedo. Jaz vsekakor bom podprl to točko, če me bi sramotno, koliko besed, kako je tega za tako malo dejanja, ki te delovke naredijo. Staramo se, še 20 let smo v lahkesne vrsti, pa boš še kako prej in mi smo res tudi nepotrebnih posledica nekaj, kar bi moglo biti samo mojno. Hvala lepo. Hvala. In glasujemo o sklepu. Sprejme se sklepu in daje soglasje predsednik socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu in občini Brežice za leto 2025. Soglasno sprejeto.